Nika, ti si podrobneje se poglobila v organizacijo Black Cube. Kdo so ti ljudje, s čim ne bi se vse ukvarjali? Zanimivo je, da svojih dejavnosti javno sploh ne skrivajo. Black Cube je obveščevalno podjetje, ki vam pomaga zmagati, ko tega ne more nihče drug, ali pa prilagojene in kompleksne obveščevalne storitve za odmevne sodne postopke, arbitraže in primerje gospodarskega kriminala. S temi besedami se denimo predstavljajo na svoji spletni strani. Poleg sedeža v Tel Avivu imajo pisarne še na 2 lokacijah v Evropi, v Londonu, v Združenem kraljestvu in španski prestolnici Madrid, ter v Singapurju, otoški državi v jugovzhodni Aziji. Podjetje deluje 12 let, leta 2011 so ga ustanovili veterani elitnih izraelskih obveščevalnih enot. Njihovi agenti so po lastnih navedbah do danes obravnavali več kot 540 primerov, v katerih naj bi za svoje stranke pomagali povrniti približno 5,3 milijarde ameriških dolarjev sredstev. Kaj pa podatki o njihovih prihodih k nam, v Slovenijo? Kaj o tem vemo? Tole je letalo, s katerim naj bi v Sloveniji pristali 3-krat, prvič 24. novembra lani, nato 22. decembra in nazadnje 17. februarja letos. Letalo je v zasebni izraelski lasti, javno dostopna pa je le zgodovina letov v zadnjem tednu. Med drugim v Baku, München, Gruzijo in na Ciper. In seveda Izrael, kjer je letalo registrirano. A pozor, uradnih podatkov o tem, kdo je bil na letalu, ni mogoče preveriti.